Predvsem v Ameriki se bije bitka tudi na političnem nivoju, ali je odgovornost teh velikih družbenih omrežij, kot so Facebook, Twitter in tako naprej, tudi v tem, da sami nekako nadzorujejo, kaj se objavlja na njihovih platformah. Zdaj seveda ta podjetja se izgovarjajo, da so oni zgolj mediji, ki prepušča ostalim, in če bodo oni prevzeli vlogo, da bodo odločali, kaj kdo objavlja, potem bodo oni avtomatsko postali ne več internetno podjetje in ponudnik platforme, ampak so postali dejansko že novinarska platforma. In če so postali novinarska platforma, potem bodo avtomatsko padli pod kup nekih drugih zadev. Imamo že na vidiku tehnološke rešitve, ki nam bodo omogočile, da za svojo napravo mi dejansko kontroliramo, kje bodo naši podatki shranjeni, s kom jih bomo delili in tako naprej. Ampak to so tehnološke rešitve, ki seveda imajo spet svoje prednosti in slabosti, so zelo kompleksne. Če se vrnemo nazaj na populacijo, ki ne razume, kakšna je razlika novice na Facebook profilu, zdaj jim boš pa dal v roke recimo telefon, ki ima neko določeno aplikacijo, s katero lahko kontrolira, s kom bo delil kakšne podatke, nismo dejansko tam, da bi lahko ti ljudje, oziroma mi, dejansko to uporabniško prijazno uporabljali. Zato z tehnološkega vidika jaz še vedno trdim, da smo -10 let, ne pa +5 let, kakorkoli preskočili.